David Lang se je pri snovanju Pasijona oprl na svetovno znano Andersenovo pravljico o siromašni deklici, ki jo oče na predvečer božiča pošlje prodajati vžigalice. Poleg literarne je črpal še iz glasbene dediščine, in sicer še iz Bachovega Pasijona po Mateju. Trpljenje deklice je tako usporedil s trpljenjem Jezusa. Vodja projekta Karmina Šilec je mračno, žalostno zgodbo o revščini, veri in upanju za začetek leta izbrala namenoma, kot kontrast pravkar minulemu obdobju praznikov in izobilja. Deklica vžigalica mi je res ena najbolj znanih pravljic in tudi na nek način najbolj srhljivih in poetičnih. In ta uglasbitev ameriškega skladatelja Davida Langa se mi zdi, da je lepa za začetek sezone, hkrati pa je to tudi delo, ki me je veliko let vznemirjalo in sem si ga zelo želela izvesti. Ne gre za scensko ali kakršnokoli drugo priredbo, ampak zgolj za avtentično izvajanje sodobne kompozicije. Celotno vzdušje v skladbi je pa zelo tako eterično, meditativno, mogoče malo spominja na renesančno glasbo ali mogoče na te angleške madrigale, no tako fino vzdušje, meditativno. Pasijon deklica z vžigalicami so izvedli študenti Akademije za glasbo v Ljubljani, tenorist Tine Bec, baritonist Jaka Mihelač, altistka Anja Šinigoj in sopranistka Neža Vasle, vsi že z mednarodnimi dosežki. Kebataola za vsak projekt prilagaja zasedbo, saj deluje kot vokalno gledališče, ki raziskuje nove zvoke, vokalne tehnike in repertoarje znotraj srednjeveške, etnične in sodobne glasbe. Veliko gre tukaj za enega ponavljanja, kakor neke mantre, ki tudi deluje tako pomirjujoče na človeka, potem, ko je to v končni izvedbi za vaditi, je kar naporna stvar, ampak skozi sam proces smo res vzljubili to delo, tudi z Bachovimi korali se zelo lepo poklopi. David Lang je eden najvidnejših ameriških skladateljev, njegova dela zajemajo operna, orkestrska, komorna in solistična dela. Pasijon deklica z vžigalicami, ki zahteva izjemno koncentracijo tako izvajalcev kot občinstva, mu je prinesel najvišjo ameriško narodno priznanje, ki ga Univerza Columbia podeljuje za novinarske, literarne in glasbene dosežke. Niso prav vloge, mi pripovedujemo pravljico in je narejeno v 15 stavkih, kakor Pasijon, kakor Križev pot, ki je tudi, mislim, da v 14 stavkih. Nekako potem se je zgledoval Lang in je to deklico postavil ob bok trpljenju Jezusa Kristusa in tako je tudi sestavljeno to in v vsakem stavku pripovedujemo en del te njene poti, tega njenega trpljenja, umiranja. Zanimivo in tudi zelo lepo. Mi smo čisto nori na to zdaj. Naslednji koncert bo na sporedu konec meseca in sicer gre za sodelovanje godalnega orkestra Slovenske filharmonije in sopranistke Nike Gorič. Med drugim bodo izvedli tudi dela mariborskega skladatelja Vita Žuraja. Novi večji projekt Karmine Slovenike pa bo v skladu z Evropskim letom kulturne dediščine. Ja, nekaj se sem.